Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že prispevek po kvalifikacijah Velike nagrade Sao Paula. Poglejmo si skupaj, kaj se je vse zanimivega zgodilo. Kot običajno bo tudi tokratni prispevek po kvalifikacijah razdeljen na dva ločena dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti, v drugem bomo pa našo pozornost usmerili k tistemu, kar se je zgodilo na edinem prostem treningu in seveda na kvalifikacijah za nedeljsko veliko nagrado. Kot dobro veste, v Braziliji bomo zadnjič letos spremljali sprint. Oblika, ki je pri mnogih navdušencih požela val navdušenja. Sam osebno sem bil nekoliko kritičen, a kritike prihajajo tudi iz strani tistih nastopajočih in verjetno v prihodnosti bomo zopet videli spremembo formata. A to ni važno. Dobra novica, ki je verjetno osrečila vse nas, navdušence Formule 1, je naslednja. Dirka bo v Sao Paulu vsaj do leta 2030, kar pomeni, da z veliko nagrado Brazilije v Rio de Janeiro ne bo nič in da ta, meni osebno ena izmed najljubših dirk v celotnem koledarju, ostaja na sporedu. A lotimo se današnjega prispevka. Najprej si bomo ogledali tehnične novosti. In teh ni prav veliko, v resnici je ena sama. Seveda, po 3 zaporednih dirkah v 3 vikendih ekipam ni ostalo kaj dosti na zalogi. Samo pri ekipi Haas, kot vidite po dokumentih, so predstavili novo obliko pomožnih aerodinamičnih profilov na prednjem stabilizatorju. In gre za specifično spremembo, ki jim pomaga prav tu, na progi v Interlagusu. A po drugi strani imamo tokrat kar nekaj zanimivih fotografij glede tehničnih zanimivosti. Najprej bi vam rad pokazal fotografije prednjega aerodinamičnega stabilizatorja pri Ferrariju SF-23. Tu ne bomo toliko pozorni na samo obliko raznih elementov, temveč je treba pogledati smer, v katero so položena ogljikova vlakna. Vidimo lahko, da na pomožnem profilu se te križajo. In seveda to je posledica tega, da morajo biti ti elementi bistveno bolj togi kot običajno. Spomnimo se, da je prišla na dan tehnična direktiva, ki je nekako zapovedala nove standarde pri merjenju upogibanja teh elementov. In podobno lahko vidimo pri ekipi Alfa Romeo F1 Team in njihovem C43. In tu seveda lahko sedaj začnemo z razmišljanjem, zakaj ekipe hočejo nazaj tiste ostanke, tiste drobce, tiste razbitine, ki so posejani po progi, po kakšnem trku, po kakšni nesreči. Prav zaradi tega, ker je tudi smer, kako so položena ogljikova vlakna in njihova debelina, izjemno pomembna. A po drugi strani lahko vidimo, da ekipe imajo podobne rešitve, čeprav ena in druga nista prav enaki. Verjetno ste opazili tudi, da na dirki, kot bo naslednja v Sao Paulu, ekipe pripravijo lepo število, na primer kompletov nosnega konusa s prednjim aerodinamičnim stabilizatorjem. In lep primer tisto, kar so pripravili pri tovarniški ekipi Mercedes. Na teh 2 fotografijah vidimo, da so pravzaprav na razpolago dali kar nekaj setov enemu in drugemu vozniku. Seveda, tu gre za tisto, kar je na zalogi za oba. Namreč ni številk, ki bi ločila tisto, kar je od Lewisa Hamiltona, od onega, kar je pripravljeno za Georgea Russella. A to se moramo zavedati dejstva, da gre pri teh elementih za modularno sestavljen kos. Torej, ukolikor določena oblika ni bila prava,
se je zamenjalo le manjši del in podobno so ravnali v primeru, da je prišlo do kakšnega trka, kakšne poškodbe. Torej, po eni strani so zmanjšali volumen ter število delov, ki se peljejo od enega prizorišča do drugega in posledično imamo tako na razpolago več elementov, ki jih lahko en ali drugi voznik porabi med vikendom. A če smo do sedaj govorili o prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, poglejmo si še malo, kaj lahko zanimivega vidimo na zadnjem. Pri ekipah smo lahko opazili trend, ki po eni strani kaže na navidezno poenostavitev, ampak če pogledamo tisti pomožni profil, naprimer pri Mercedesu W14, pri McLarenu MCL60 ali pa Red Bullu RB19, vidimo, da na konceh tisti zavihki so ravno odrezani. Vidimo, da pravzaprav se ne upognejo navzdol proti tisti končni plošči zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. In naprimer pri Red Bullu smo začeli videti takšno rešitev že od velike nagrade Singapurja. Naprimer pri Ferrariju SF pomišljaj 23 še zmeraj lahko opazimo, da je ta zgornji pomožni profil lepo zaobljen na samih konceh. In seveda tu zopet dokaz, da v Formuli 1 je aerodinamika tista, ki, ukolikor je bolj enostavna, je lahko tudi bolj učinkovita. Če na prvi pogled izgleda dodelano, kompleksno, sofisticirano, še ne pomeni, da je učinkovito. Pa še posnetek, ki verjetno ne bo nobenemu izmed nas povedal nič novega, je po mojem osebnem videnju zanimiv. Zadnja stran volana Mercedesa W14, kjer zopet lahko vidimo tista dva vzvoda za sam menjalnik, za prestavljanje navzgor in navzdol, ter seveda tisti spodnji vzvod, ki služi kot sklopka. In zopet tu bi rad poudaril nekaj, kar mi navdušenci pogostokrat pozabljamo. Sklopka se ne rabi samo pri štartu, temveč tudi pri vsakem postanku, ko se voznik ustavi pred garažo in tudi, ko naprimer zleti iz proge. Torej, jasno je sedaj, zakaj je ta vzvod tako dodelan, kjer omogoča vozniku, da hitro natakne neke vrste naprsnik in dobi kontrolo tega izjemno pomembnega elementa. A seveda pri vseh ekipah so ti vzvodi izoblikovani podobno, vsak voznik ima svoje lastne osebne preference, le tu smo imeli možnost videti to zanimivo fotografijo. A pojdimo sedaj na tisto, kar smo videli, oziroma česar nismo videli na samem prostem treningu in seveda kvalifikacijah za nedeljsko veliko nagrado. Najprej je treba povedati, da rezultati edinega prostega treninga so vse prej kot mirodajni. Nekateri bi lahko začeli vzklikati Ferrari v formi podobno kot na veliki nagradi Ciudad de México, ampak tu, kot običajno, moramo mi navdušenci biti pazljivi ter natančni. Res, Ferrari je bil na tistem edinem prostem treningu najhitrejši, a naprimer pri Mercedesu, McLarenu, Red Bullu sploh niso rabili pneumatik sort. Seveda, sedaj je malce bolj jasno, zakaj te ekipe so z obema voznikoma bolj proti dnu. In to nam pove, da rezultati tega prostega treninga v bistvu, vsaj kar se tiče kvalifikacij, niso realni. In seveda razumeti moramo, da samo z enim prostim treningom lahko ekipe tudi spremenijo programe, svojo pozornost usmerijo k iskanju tistega pravega kompromisa, naprimer za nedeljsko dirko. A če pogledamo vse tisto, kar se je zgodilo na samih kvalifikacijah, ne moremo mimo dejstva, da je bil začetek zamaknjen za 15 minut, kar se je na koncu pokazalo kot morda celo usodna izbira. Ekipe so že pri tistem pregledu same proge ugotovile, da mnogi deli, mnogi tisti odtočni kanali so, naprimer, zamazani z blatom.
In na edinem prostem treningu smo imeli 2 primera, ko so vozniki dobili prebite pnevmatike zaradi pozabljenih vijakov. A to po mojih informacijah je bilo posledica tega, da so v sili pripravljali bokse in delavci so enostavno izgubili te vijake, ko so pritrjevali reklamne panoje. Šlo je za nesrečo, ki se je zgodila v pit laneu v obeh primerih. A v vsakem primeru so morali očistiti progo, torej 15 minut zamika. A tu se sedaj moramo ustaviti pri tem, kaj so nam pokazale v bistvu te kvalifikacije. Videli smo lahko razmerje sil, ki smo ga pričakovali. V prvem delu kvalifikacij sta izpadla oba bolida ekipe Alfa Tauri, oba bolida ekipe Alfa Romeo F1 Team ter Logan Sargent. Lahko bi dejali, da pričakovano, kajti te ekipe in seveda Sargent so po formi bolj pri dnu. Na začetku drugega dela kvalifikacij smo videli, da se bo nekaj spremenilo. Dvignil se je malce močnejši veter. In seveda tu po drugem delu sta izpadla oba voznika ekipe Haas, oba voznika Alpina ter Alexander Albon. In zopet bi lahko dejali, pričakovano. A tisto, kar je bilo pričakovano in čemur so se hoteli vsi izmakniti, je bila nevihta. Če se spomnite, v uvodnem prispevku sem povedal nekako, da med kvalifikacijami je velika verjetnost, da bo padla kakšna kaplja dežja ali pa kaj več. In približno na sredini tretjega dela kvalifikacij se je nebo nenadoma zaprlo, postalo je mračno, kot da bi bila noč, in usul se je dež. Torej, vozniki so imeli na razpolago en samcat poizkus, ker je bil zopet najhitrejši Max Verstappen, na drugem mestu Charles Leclerc, ki je znan potem, da na en sam hiter krog je izjemno dober, izjemno konkurenčen in je to njegovo skrivno orožje. V drugi štartni vrsti pa oba Aston Martina z Fernandom Alonsom in Lensom Strollom, ki sta dobesedno izkoristila priložnost. A zopet bi si upal trditi naslednje. Tisto razmerje sil, ki nam ga kaže ta štartni razpored, ni pravo. Naprimer, oba Ferrarija v prvem in drugem delu sta imela precej težav prebijati se naprej. In nihče izmed nas Aston Martina ne bi postavljal v drugo štartno vrsto, v prvo deseterico seveda da. In sedaj bi vas rad opozoril na nekaj. Namreč časi tretjega dela kvalifikacij so zopet vrljivi. Seveda, mnogi komentatorji se bodo izgovarjali na dež, ampak ta v času, ko so najboljši postavili svoje hitre kroge, še ni bil prisoten na progi. Ampak temperature so strmo padle. In sedaj, če pogledate čas, ki ga je postavil v Q3 Max Verstappen in ga primerjate s tistim, ki ga je napravil Logan Sargent v Q1, boste videli, da sta primerljiva. Torej, verjamem, da sem sam marsikdaj dobesedno tečen, ko tolikšno pozornost dam temperaturi zraka in predvsem temperaturi asfalta, sedaj lahko vidite, kako pomemben element je to. Hladnejši kot je asfalt, počasnejši so bolidi. In ukolikor pride do takšne spremembe, naprimer med kvalifikacijami, so razlike ogromne. In sedaj se bomo zopet vrnili k našem uvodnem prispevku. Spomnite se, povedal sem, da med petkom in nedeljo se da zgoditi, da bo temperatura zraka padla za celih 10 stopinj. Pa o tem se bomo malce več pogovarjali v naslednjih prispevkih, v zadnjem briefingu in v komentarju. Za danes, kot ste razumeli, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.